Papež Frančišek je pri splošni audienci spregovoril o krščanskem upanju. Poudaril je, da ne gre le za optimizem. Naloga cerkve je, da ohranja prižgano luč upanja, da bi to še naprej svetilo kot varno znamenje odrešenja in bi človeštvu razsvetljevalo pot, ki vodi k srečanju z Božjim usmiljenjem. Tako bomo zavedno z Gospodom. To so preproste besede, vendar z veliko mero upanja. In tako bomo zavedno z Gospodom. Ali verjamete v to? Zdi se mi, da ne. Verjamete? Skupaj 3-krat ponovimo. Tako bomo zavedno z Gospodom. Tako bomo zavedno z Gospodom. Tako bomo zavedno z Gospodom. Po papeževih besedah se moramo zelo iskreno vprašati, smo zares svetle in verodostojne priče tega pričakovanja, tega upanja. Naše skupnosti še vedno živijo v znamenju prisotnosti Gospoda Jezusa in v prisrčnem pričakovanju njegovega prihoda. Ali se zdijo utrujene, otopele pod težo napora in obupavanja? Smo tudi mi v nevarnosti, da bi ostali brez olja vere, olja veselje. Pred tem se moramo paziti, je dodal papež Frančišek. Na to je katehezo povzel z molitvijo k Devici Mariji, materi upanja in kraljici nebes, da bi nas vedno ohranjala v drži poslušanja in pričakovanja, ter bi tako že sedaj lahko bili prežeti s Kristusovo ljubeznijo in bili nekoč soudeleženi v veselju brez konca v polnem občestvu z Bogom. Papež Frančišek je na koncu spomnil na sinodu v družini, med drugim je mlade pozval, naj se Gospodu zahvaljujejo za dar družine. Omenil pa je tudi obletnico izvolitve papeža Janeza Pavla II., ki se je spominjamo 16. oktobra.